Mislil sem tudi, da boš kaj rekel na to temo, češ kaj se dogaja danes v slovenski cerkvi in tako naprej, kako naj mi kristjani na to pižo, kakšno besedo rečemo. Zakaj bi si nove sovražnike nakopal, ker še ta starih nisem porabil. Jih vam še na zalogi čakajo v špajzi, da pride na vrsto, tako da ne vem, če bi to na zalogo kupoval, ne. Ja, ne vem, kaj ne rečem. Jaz sem doskrat, oziroma ne doskrat, sem neprestano kritičen, zelo sem tudi mogoče včasih skoraj malo nepravično kritično nastrojen proti našim pastirjem, ampak sam zaradi tega, ker zaradi njihove službe terjam enakovredno oziroma temu primerno odgovornost. Ne? To je tako, ko bi rekel, teater je teater, ne? Ampak če grem gledati amaterje, ali pa če grem v dramo, imam malo drugačen standard oblikovan. Se pravi, od igralcev v drami, ali pa recimo v našem teatru, pričakujem malo več, kot pa od tega, ne vem, kulturnega društva Smlednik, ne, recimo. Ja. In isto, malo več pričakujem od ljudi, ki so se temu posvetili profesionalno, ne amatersko. Se pravi, od profesionalcev zahtevam malo več kot od amaterjev. In duhovniki so profesionalci, se opravičujem. Da se reče, so ravno tako ljudje. Ja, so, ampak niso samo to. Ne? Če ne, potem smo vsi igralci enaki, z vsemi amaterji smo, ja, smo kolegi igralci, ampak ti si amater, jaz sem pa profesionalc. To ne pomeni, da si ti manj vreden kot jaz, ali pa se ne še negativ, ampak od mene se zaradi mojega poklica več zahteva. Jaz tudi tako rečem, sem vaški prvak na 100 metrov z ovirami, ne? Ja. Ampak zaradi tega še ne bom šel z unim, ne vem, kaj bolj takva je teč, ne? Ker prej bom jaz prišel do prve ovire, bom že na koncu, ne. To je ta razlika, ne. Zato od njih več zahteva, njihova služba več zahteva. In seveda, nekdo meni, zakaj škofe napada? Kaj se še napada? Jaz samo od škofov zahtevam, da ravnajo v skladu s svojo odgovornostjo. Škofi so odgovorni za nas, oni so naši pastirji. Kaj bo še rekel pastirju, ki se uleže pod grmovje? Pa čez večer, kakšna ovca ima, ja, okej, odnesel, pomagaj, ne, takole imamo. Boš rekel slab pastir? Boš rekel slab pastir. In vsi na to pristanemo, če pa rečem slab škof, zdaj boš pa še ti to govoril. Ja, ker nas že oni tako napadajo, bomo pa mi stranili vrste, pa se bomo, ne. Mislim, mi smo zelo krivi, hinalski smo, tako bom rekel. Mi desni, da tako rečem, ne, o levih znamo marsikaj povedati. In imamo tudi dosti povedati, in marsikaj se na levici zgodi. Zdaj, ko rečem levo, desno, se upravičujem, ne maram teh delitev, ampak drugačne gre, ne. Ampak, ko pa govorimo o desni strani, smo pa zelo popustljivi, ne. Spet smo nunem, ne, oni so še slabši. Ja, jaz ne pristanem na to, ne. Jaz zahtevam od tebe, da si to, kar tvoja služba od tebe zahteva, ne. In se mi zdi, če zdaj konkretno vprašaš, bom konkretno odgovoril, se mi zdi, da naši pastiri prevzemajo premalo odgovornosti za to, kar bi jo morali, ne. Da škofi premalo so prisotni v naših župnijah. Da premalo vidijo, kaj se dogaja. Škof pride na obisk v župnijo, ko je kakšna pirma, kakšno bohajilo, ko pride krstiti, ne vem, 7., 8. otroka in takrat je vse lepo. Polna cerkev, punčika v belem, pušenci, krasno in to je super. Ne pride škof v torek zvečer, pa bo videl 8 starih mam pramaši. To je stanje naše cerkve. Ker pa oni pridejo samo v nedeljah, mislim, malo pa analiziram, se opravičujem, da vam bo jasno. Oni pridejo v nedeljah, ko je cerkev polna in rečejo, gledajte, koliko nas je, pa kakšni smo, krasen pojejo pevci. Pridi ti naslednjo nedeljo, ker ne bojo peli tega programa, kako fušajo pevci. Možeš, oni imajo nekako fauš podobo tega, kaj mi živimo, ne? In ker so, jaz vem, da oni štartajo to, reči, vse vemo, kako je, pa potem mine leto, mine 2 leti in se ta slika nekako obrne in oni živijo neki vati, jaz temu rečem, ne? Poleg tega smo mi, ne, na frontni liniji, ne. Oni živijo, tako rečem, vključno duhovniki, nekem, recimo, vzamem konkretno, da ne bomo v škofih, ne, konkretno v našem duhovniku, ne. On živi v svojem farožu, v svoji župniji, obdan z enako mislečimi. Njemu pomagajo pri delu tisti, ki mu hočejo pomagati, ki verjamejo, ki so prijazni, tako naprej. On se zelo redko sreča s tistimi, ki rečejo, far zgin, nekam spel se, tako naprej, ne. Zelo redko prijo. In še takrat se umakne, ker ne, boljš da, ne. On ne ve, kako je to, če greš vsak dan v službo in se vsak dan srečaš s takimi, ki ti rečejo, zgin, spel se s temi stvarmi, ne. Mi smo prva frontna bojna linija. In vsi vemo, vsaj iz filmu, če ne drugače, da je fronta nekaj drugega kot generalštab. In da tam
mislim, da nekdo, ki je, da tam na fronti tudi ne veljajo vsa tista pravila, ni več unga PS-a, pravila službe, so malo drugačne na fronti, kot pa tam zadaj. Vse poznate te štorije iz teh vojaških filmov, nekaj pride unke, pa ne držijo se pravil, ne. Kaj je bilo v Vietnamu, koliko je bila življenjska doba vojaka, ki je prišel v Vietnam, so ga spustili, mislim, da je bilo 3 minute povprečje. Nekaj taka, ja. V nekem obdobju, ko so prišli, je to, da je preživel, je bo povprečje 3 minute. Tiste so takoj pošicali. Tisti, ki so preživeli, so bili stari mački, zato so imeli odnos, spomnite se Platuna in tako naprej. To so, ne. Zdaj, če to prenesemo v naš jezik, ne, mi, ki smo na fronti, imamo bolj debelo kožo, vemo, kako ta pravila delujejo, kaj oni nasprotniki, sovražniki od nas pričakujejo, želijo, kako se bojujejo. General štab je nekaj drugega, oni tam imajo tisti zemljevid, lepo razdeljeno, to sem premrdil, ja, ampak vmes so hribi, doline, to ni figurca tako na zemljevidu, ne. In se mi zdi, da tudi zdaj, ko na kakšnem pastoralnem svetu, škofijskem sedim, se mi zdi, da oni premikajo te figurce, ne da bi se zavedali teh, ne, mislim, zemljevid je raven, ne. Zdaj, če bi vsak en zemljevid, ki je reliefen, da se sam večkrat vidijo hribi pa doline, ne? Mislim, da so naši pastiri izgubili občutek za tretjo dimenzijo, da tako rečem. Oni vidijo raven zemljevid, premaknejo figurco in to je, ne zavedajo se več, kaj pomeni, kakšne globine in kakšne spone, mora človek narediti, do česa pride. In da so neke stvari, ki mi kot pravila učimo, živimo in želimo, da se to mora spraviti skozi. In seveda so duhovniki tudi na nek način malo bogi, da sem lahko zelo konkreten. Meni gre, mislim, to je neka dilema, ki moram več nimam odgovora na to, ne? Zakramenti, krsti, poroke in tako naprej. Jaz sicer ne razumem starša, ki pripelje otroka k krstu, pa tega ne živi. Ne razumem, zakaj bi jaz upisal otroka v smučarski klub, potem pa ne bom več ga vozil, ne? Mislim, mi imamo glasbena šola. Se predstavljate, pripelješ otroka v glasbeno šolo, ga upišeš k violini, ga upišijo, reče, zdaj pa sam povejte, kdaj je konc leta nastop. Prav, čakaj, ne, mi se moramo zmeniti, zdaj še, daj bo, nič ne bo vadil. Sam konc leta bo kaj nastop, bo prišel, bo se dal violino, lepo ga bomo oblekali, slikali, on bo stotan z violino, mi bo pritisli, ja, imamo mi sliko za vabo, naš je hodil v glasbeno šolo. Ne se zanima, da on kaj zna v glasbeno šole, ne. Kaj bi rekel tak po staršu? Da je idiot. Ne? Idiot pa še na stran meče za glasbeno šolo, ne. Ampak tako odnos imamo mi do verske vzgoje. Pripeljamo otroka k veruku, pa ne gre briga, sam da gre k obhilu, sam da gre k birmi, da je lepo oblečen slika, da imamo sliko, je bil pri birmi, ne, kako je lep, ne, pa kupili smo motor, samo kupili pa računali, ne. Nekaj taga imamo, ne. Krsti, ne. Zdaj glih zadnjič sem bral v tem dopisu za duhovnike, so imeli dekani debato, krstiti prvega, drugega otroka. Ne, smo recimo od moje žene bratranc 5 otrok krščenih, oba še ne, oni še zmeri koruznika, ne. Jaz njiju razumem, ne. Jaz ne razumem duhovnika, ki je 5 otrok krstil iz takega zakona. Zakaj? Ker pri krstu jaz kot starša pa boter v imenu otroka obljubam neke stvari. In če pripeljem drugega otroka in duhovnik vidi, da jaz še nisem v redu svojega življenja, pomeni, da mu lažem. Očitno mu lažem. In če pristane na to laž, potem goljufamo otroka. Jaz sicer vem, zdaj ta dilema, ker ne vemo, Bog deluje tudi mimo zakramentov, pa proti zakramentom, pa tako naprej. Ja, pa po drug stran pa delamo zakramenti, kot svinja z medom, ne. To so bistveni, ki jih mečemo svinjam. In tle dejansko nekaj obljubljamo v otrokovem imenu in otroko bremenijo z nečem. Če jaz nimam namena ga vzgojiti, potem tudi ne smemo v njegovem imenu, ne, se razumem, se ne znam točno pojasniti. Tukaj mislim, da je recimo vloga škola pri takih stvarih. Jaz se razumem duhovnikovo dilemo, ne. Duhovnik je na fari, duhovnik se težko zameri ljudem, ker mu to otežuje in tako naprej. V teh primerih bi mogel nastopiti škof. Vsaka stvar, ki ni normalna, ki je anomalija v smislu neke prakse, je odgovornost škofa. Ne sem zato, ker je po defaultu to odgovornost pastirja, ampak tudi zato, ker je to varna distanca. Ljudje bodo vedeli, potem odloča škof, ne naš duhovnik, naš duhovnik nič ni kriv. Zdaj se pa nabirajo zamere, ne, in potem imamo fare, ker je zoprn, ne, zoprn, samo zato, ker pač ne pusti bilme ali pa teh stvari. In imamo fare, ki se imenujejo pribežališče grešnikov, ne. To ni hec, to je dobesedno. Fara se imenovala pribežališče grešnikov, ker tam si lahko vse dosegel, ne. In dobro, jaz razumem, jaz sem pomišljiv kot igralec, kar dosti razvidel, tako da ve, da se do tega lahko pride. Ne razumem pa, da škofi ne posežejo tukaj vmes, ne.
Tudi se mi zdi, da je veliko premalo komunikacije, ne samo med nami verniki in našimi pastirji, ampak med pastirji samimi, ne. Da ni komunikacije osebne komunikacije, ne govorim neke uradne, ampak formalne, ampak te komunikacije med duhovnikom in škofom. Da sem zelo konkreten, jaz dosti primerjam cerkev pa teater in ta primerjava drži, ne. To smo si zelo blizu, ne. Te stvari so zelo podobne, ker teater je išel iz obredja, iz nečesa tacga in cerkev pa je, bom rekel, nečin obred, ne. Jaz, če bi se 2 leti ne videl s svojim šefom, bi bilo nekaj čudnega. Jaz ne bi prvič ne vedel, kaj se dogaja, da bi bil izvajal nekaj zamerov. Mi dva, kljub temu, da se jaz pa direktorca ne marava, ne. Mislim, nisem si prijatelja, veva, da stojiva v umetniškem stališču na nekih stališčih, da privatno stojiva na nekih stališčih, ampak komunicirava, ker je to potrebno za najno delo, ne. Recimo v naši fari, škofa ni bilo 2 leti. Ne? Jaz vem, da je dolžil biti caj mogoče na nekih 2 sestankih, ker so bili vsi takole navzoči, pomeni, da neke osebne komunikacije ni imel, ne. In tu se neke stvari zgodijo, če ni te, veliko težje ti greš ti do nekoga, ki ga ne poznaš, kot nekoga, ki ga poznaš. In mislim, kljub vsemu, da bi moral ta pobuda priti od zgore, ne? Da veliko lažje bi, ne? Tega ima premalo. Jaz sicer res, evo, govorim malo tako rekla, kazala, jaz sicer ne vem, kaj vse obveznici pa službe imajo, ampak se mi zdi, da mičkam premalo investirajo za nas, za čredo, ne? Da se ukvarjajo s pastirskimi sestanki, pa ne, z električnim pastirjem, pa tako naprej, malo pa začne. Ovce je treba ustričiti, jih je treba poskrbeti za, ne, je treba soldati, in tako naprej, ne. In tisto pastirsko pismo 2-krat na let je malo premalo soli zame, se upravičujem. Hvala lepa.